Tišina nabreka v prisotnost. Tako visoko v meni je, nad zaraščenostjo, nad pripetostjo. Osipam se kot karmina stolice, novorojena, sezidana iz maestrala. Moja struga je akvamarin z božanskega oboda. Slonim na srčni zrasti. Nebo me vrača v polnost, odkoder vidim ves svet. Motrim in prisluhnem. Vsemir je oznanjevalec niha. Z rastjo mezim v vrtinec, budim se v sinje. Sinje, sinje, ljubi, rastrine, ljubi me. Kako lačne so bile moje oči. Pred belino kameli so stale, krmila sem jih z mesom marelic. Pobočje iz prsi je trepetalo, globoki veter je udarjal, da je zvonilo onkraj zidov. Rahlo naznanjajoč svoj prihod, si me prepletel z morsko peno. Ljubljeni, poplavljal si, bil si budna, neizčrpna reka, ki poplavlja. Na prastari brežini sva se ozrla. Trakovi duše so zaplali. Vse vode so se me dotaknile. Vse vode. Sanjala sva korido. Pričevala je o človeku. Prižigali so se temni hodniki hrepenenja. Velevali potešitev. Ne glej, ne dotikaj se, si podaljšal moj molk, se brž odgnal z grenke zemlje, vzkriknil, da sem prapor, ki se je povzpel na tvoj zvonik. Vidiš, ne moreva izpareti, si hlipal, kot se primeri mostu nad reko. Negiban kot drevo v temini si odločil mehke stopinje in z globokimi rokami zajel moje testo. Razvil si me, neskončni prt, moje ustnice in veke, da sem se razgledala po presevajoči planoti naju. Bila sva srce in kruh in drobna kri, čista kot perula boda. Mistral je topel in v toploti se razteza tvoje telo, ki kakor morje, tisočletni prerok pripoveduje o vsem. Oči neba vdihujejo plavajoče zvezde, plahe ptice, ki s poljubi zajemajo srce. Hozana na višavah, svetloba se razkloni. Nema sva spravna daritev, kako skrivnostno je najino nihanje. Podrhteva in traja, brez ustajenja. Urno sta se obračala, pod visokimi stropi sta se obračala, silnostjo gibov odganjala hlad snežne plohe. Divje sta se obračala, se oklepala zidov oprijemljivega. Kakavova zrna so grenko dišala in smodnik in odprta rana. Sukala sta se, da bi preživela vek, preglasila vesoljni spomin, hrup pravdajočih se in razžaljenih. Urno sta se obračala, pod visokimi stropi sta se obračala. Njuna lakota je nosila neizbrisljiv vonj. Bila je predvečerna ura in nekdo je zdrsnil mimo. Je v pojemanju slikal kožo, je odkimal brezbrežni tujosti. Je odplahutal, ker so solze skelele in se trup strasti ni vnemal. Njegov klic je bil dolg, obmiroval je v prazni daljavi. Življenje so mu bili izmili iz duha, ga opili z navidezno lučjo,
z videzom stvari, z vprašanjem podobnim človeku, ki ga nikakor plašna pomlad je nazadnje obstal v resnici. V visoki travi je gostolelo, se je okrilil z milostjo, ta, ki je zdrsnil mimo, se je okrilil z milostjo. Ni zanemarljivo, če zgodaj vstane, vlaješ in krike in jok. Ni zanemarljivo, če se ustavi v omahovanju, v mrtvem trenutku. Ne. Ni zanemarljivo, če kot volna po statvah križari med šepeti enic in ničel in jenja. Je zanemarljivo, če lebdi v noči kot ustekleničen kačji pastir. Ni zanemarljivo, če pomendra travo in nato obvisi v bledi svetlobi, ki se suši na soncu. Ni zanemarljivo, če s počasno temeljitostjo odpre okno, če zdrsne s pedalov, če po nočni vznesenosti pobesi pogled, če reče, ali slišite? In ne slišijo. Če s pestmi tolče po zraku, da se ne bi izgubila v obzorju, da ne bi obliznila kaplje krvi in je obsipala s poljubi. Ne, ni zanemarljivo. Nekje daleč bi vse moglo drhteti. Oblaki bi krvaveli in kačji pastiri bi poljubljali prezrte sanje. Pod belimi krili bi plavala gmajna in romar bi povešal oči. Nad vrtovi bi se gostil somrak in bori bi veli v gluhi objem. Nekje daleč bi bil prostor ves bel, nič več od samote opit. Prosojen bi bil in odprt. Stopala bi za zvoki klavirja. Uzžarjena, ker si se dotaknil las, da so nasnežili rame in onemogli bolest. S teboj bi šla skozi dolino. Noben kamen mi ne bi bil tuj. Rada bi se povrnila k pročeljem, ki se ljubijo z viharji, k duši, ki si je izprosila ljubav. Zamišljam si odbegle korake, ki se še niso napili reke. Opazujem oboke nad očmi, ki bi hoteli krikniti v tajinstvenost sna. Strmim za ptico, sestro, ki je prečkala brezno vesolja, da bi priplavala v nič več trudne prsi. Spoznala bi svet, odprto kraljestvo, kjer nobenemu grobu ni tesno in kjer so vzljubili najsvetejše besede. Nekdo te vidi, plakajoče srci, tja, kamor si stopil, polaga slamo tvoje davnine, ko si je duša izprosila ljubav. Mar si ti tisti, ki ga kličem? Strte roke čutijo, da tvoja duša ne more stemneti. Skozi zagrnjene podobe se razodeva sila, topla so nebesa, ki valujejo neznano kam. Sjajno uporen je tvoj obok, tiho v odrešenju. Sveta vdrsi skozi zatopljeno jasnino. Toboli se hrabro bleščijo, njih mačice viseče. Mar tebe slišim izrekati zamolčano. Vzel si me v naročje, ko so dehtele majnice. Vate se je zrcalilo drevo življenja. Prst je šuštela pod menoj. Kri je živo rdeče pljukala. Brest je zaslutil, da mi bodo od Milove pognale peruti. Spoznal si mojo cesto, ušel v duha.
V duši se je prižgala luč. Hotela bi živeti, se dvigniti iz urenja prešibke utehe. V prostoru svetov sem se ozrla, preden sem bila snov. Daroval si mi poslednji izdih, meni, ki sem poslej nerazdeljena, v polnosti razodeta, v mirni bližini pomnožena. Vate blesti moj beli obraz in ti prožiš roko, da bi si razkril njegovo tajno. O, lepota, lepota v gorenju srca.
Pravilo. Predsednica Združenih podvigov. Utišam vse dvomljivce v sebi. Rdeče obarvane so meje moje dežele. Si znotraj, bolj si izven, si z mano ali brez mene. Ne nosim žeblja v dlaneh, ne za tega, ne za drugega. Na horizont pribijem sonce. Se prikrade senca, je svetloba na moji strani. Zgodovina caplja za mano, beleži bivše zveze, tiste škoda, da ne, in tiste še dobro, da ne. Uvršča med začetniške leta moje vladavine. Prepustne so meje mojih bilateralnih sporazumov. Fanatike v sebi povabim na koktajl, da mi ne povabijo molotove v goste. Svoje razočaranja sedaj obešajo v snu na panoje za volilne plakate. Mimo pešačijo bivša prepričanja, ki žagajo predsednici stolček, saj se ne prepoznajo v moji sedanji podobi. Drobne skrivnosti se širijo ne glede na to, ali so resnične, ali samo propaganda sindikata, ki zahteva dobrohotni nasmeh vsem volivcem. Tudi tistemu predelu spomina, ki me pušča na cedilu. Iskrenež v sebi tolažim, da se vsako vladanje sešteje v smisel, ko nekomu poteče življenjska doba. Pismo iz službe. Globoko v januarju. Leta mi vejejo naproti. Načrti, razigrani, se razpasejo kako ovce po koledarju. Debeli delavniki se zaženejo prek rdečega preskoka in z obema nogama pristanejo v ponedeljku. Bela srajca jadra skozi sestanek, na obali čaka resnica. Pod mizo mencajo noge. Kako bi se pognale tja do reke, kjer galebi lovijo snežinke, medtem ko urejam dokumente po zaporedju zahtevnejšem od hierarhije angelov, ki na hodniku glasno razpravljajo, kdo bo to leto zadolžen zame. Litanija navadnih obljub. Vse se začne, ko namesto ne rečeš da. Izbere si garderobe iz svetlega prepričanja, da bo, da to pot bo, da se bojo skodelice, telomci spravili na držaje in odšvedrali na svoja mesta, da se bojo smeti v pričakovanju inkarnacije v trajnejše oblike odnesle v kanto, stari triki razširili svoj repertoar, odslužene stvari se bojo poslovile, lončnice na koreninastih hoduljah odrinile po vodo, računalniki, telefoni zapluli v bajtsko vsemirje, da bo življenje v nedeljski izdaji, ko se tokrat vrneš domov, zavita v šali z rose. Kako oditi? Preštejem vse ceste, ki sem jih prehodila. Odštejem tiste, ki so mi prišle naproti. Izognem se križišču, na katerem sem se ustavljala predolgo. Tam je semafor zaljubljen rdeče. Pred njim nenehno zori grozd čakajočih. Na hribih vodni stolpi stražijo soseščine, pripete v pobočje pešca po stopnicah spuščajo v nižino. Med soteskami stavb reka prometa, ko pramen svetlobe prispe do dna, se svetlikajo avtomobili, ribe na površju temne vode. Lesketajo se trenutki, ko mesto drsi skozi me. Jeklo, beton, asfalt, tečejo do nabrežja, se zožijo mostove. Pod njimi barže s premogom za naslednji hlad. Silgo bo do rebr stekla, do rijastih stebrov, do svetilk.
zaščitniško se sklanjajo nad ulico, ki se izteka vame. Morda imajo likarne cepivo proti cestam, ki tečejo skozi telo. Po njih potuje spomin, rožlja s ključi vrat brez vhoda. Nekateri segajo po kljuki ruševin, ko se na tujem potapljajo v slovarjih, ko gnetejo tuje zloge v kruh, letijo ptice z dreves, ki jih nihče ne ubira več skozi nje, v kljunih davni sad okamenel. Vse poti vodijo do tolažilnega izhoda, nekoč vrnitev. Nekateri gredo vase, ko se spremeni kraj, ko se na trgovih menjajo zastave. Kjerkoli odprejo vrata, vedno stopijo v svojo ulico. Sledijo toku krvi kot reki, ki ravnodušno teče skozi razsute mestne četrti, mimo opustošene hiše, dokler se ne povrne s povratno karto sonca na izhodišče. Udomačijo zmajski strah v nočnega metulja. Zaletava se v namizno luč, ko se sklanijo nad slovarje. Na slepo, v vseh abecedah najdejo sebe in dom. Ker nosijo v sebi, jih nese, če tudi prihodnost menja smer. Kako potovati sam? V restavraciji zavzameš mesto, kjer imaš pregled nad mizami. Pogled na oder namiznih prtičev, v stranskih vlogah nastopajo kozarci, buteljke, pladnji, a večer se začne zapletati, ko glasovi in smeh preglasijo dogajanje na mizi. Odpneš si gumbe gosta. V igri prostore te čaka vloga, ne tvoja, a trenutkoma popolnoma v skladu s tabo. Kamor je še obik, ne greš še štrik. Naroči si nekaj žganega in stvari, ki jih nisi povedal, kot je sedel nekdo nasproti. Postelje v hotelski sobi takoj razmedraš, da te ne izziva svojo samotno belino ladja nemirne noči, kot je plima razprši v peno. Na vseh 4 stenah slike, pokrajina nad pokrajino, in niti ene namalene duše, ki bi te gledala, kako spiš. Zajtrk na odprtem, cvet zbegan in ujet v vazi, pušča lističe, kako prstne odtise na kraju zločina. So pravila za izgubljeno igro, a na samem jih tebi nič, meni nič, spremeniš sebi v prid. Pri vhodu ljubijo vodiči dnevni plen za prazne trebuhe davnih svetišč in utrb. Nehitroma se odloči za ogled s turističnim avtobusom. Ko po zvočniku oznanjajo znamenitosti, potuješ skozi vse. Na desni vsak dan, tu je osvetljen, v ozadju ledena gora, ledelno vidna bivša ljubezen, malo naprej, prihodnost, pozlačena od pričakovanj. Zatišje. Omet se loči od fasade. Za preživnino vzame s seboj pol opeke. Razgaljene hiše se stiskajo druga ob drugo za hrbet svojih priletnih španskih sester. Sirote iz premožnih dob še vedno bohotno razstavljajo svoje balkone avenij. Asfaltna kravata živobarvnega mesta vodi do pomola, kjer poletni moški lovijo ribe, otroci pivske pločevinke, ki je brodolomni otok prižiga svetilnik,
ko kontejnerske ladje neslišno drsijo mimo.
slik. Rok nismo dobili slik. V današnjem sinergijskem ciklu ad hoc glasbena improvizacija in slika interpretirata poezijo, sta svoje pesmi interpretirali Tjaša Koprivec-Vuga, pesnica, urednica, pravljičarka, voditeljica literarnih večerov. Upodobila je izbor iz pesniške knjige Tu je moj onkraj sanje 2019. Ter zelo nas veseli, Salzburga je prišla naša pesnica Cvetka Lipuš, dvakrat nominiranka za Veronikino nagrado, prejemnica avstrijske državne štipendije za književnost in pospeševalne nagrade za književnost dežele Koroške, ter štipendije za literarni projekt Republike Avstrije, nagrajenka Prešernovega sklada 2016. Predstavila je izbor iz 8. pesniške zbirke z naslovom Odhajanje za začetnike, ki je izšla letos pri založbi Beletrina. Glasbeni in likovni vizualni odziv na njuno poezijo sta ustvarila v živo in danes smo bili čisto vsi v snemalnih prostorih Trubarjeve hiše literature, glasbenik, inštrumentalist in ustvarjalec glasbe Tjerno Djalo, ki podpisuje avtorsko glasbo tako za lutkovne, plesne in multimedijske predstave, ter arhitektka, plodovita ilustratorka Mojca Fo, ki je razvila svoj lasten stil z izjemnim smislom za drobne detajle in za zgodbe, ki jih napiše ob vsaki sliki. Njene zgodbe ob slišanih pesmih se z arhetipsko noto globoko dotaknejo človekovega bistva in srca. In prav zato, ker smo vsi mi prisotni malo težje sledili zelo drobno izrisanim slikam, upodobitvam, to se pravi riskam, upodobitvam na ti dve pesniški pokrajini, bom prosila kar Mojco Fo za začetek, da nam, kot je običajno, po teh 2x15 minutih likovnega upodabljanja še z besedami izriše zgodbo, ki jo je izrisala z risbo. Mojca Fo izvoli, namreč vsi nestrpni čakamo tvojih dveh zgodb današnjega večera. Gotovo sta te poezija tako Tjaši Koprivec-Vuga, kakor Cvetke Lipuš nagovorili, to si mi že tudi povedala takoj, ko smo sestavljali program. Danes je bilo pa še slišati interpretacijo, kar je dragoceno in celo obe pesnici imamo v životu. A vidimo, ne vidimo, ti moraš kar vse... Si obmislila, ne, to so samo pokazati. A morda prideš kar k nam, ker te ne vidimo. Veš, kaj sem vam kazati risbice? Aha, dobro. Jaz sem vam po risbah kazati. Potem pa eno pa bližje, da je bolj povečano. A da bo eno pa bližje? Ja, eno pa bližje, če se da, da bomo videli, ker se drugače slabše živi. A ne? A se da za veliko? Super, v bistvu tako. Zdaj, jaz sem pričakala, da bo malo drugače, to se mi vedno znova zgodi,
Ker namreč tudi pri meni, tako sem zelo, če je že ad hoc, jaz običajno pesmi ne preberem. To, kar sem naredila izjemno, sem samo na hitrico preletela in zdaj moram prvo povedati, da sploh nisem vedela, da so mačice omenjene v pesmi, jaz sem jih pa prinesla s sabo. In prinesla sem jih samo zato, ker je ta vtis bil, v glavnem tak, kakor narava, ki vse povezuje. Zdaj moram še povedati, da za nekaj tehnoloških stvari s polovice nisem slišala pesmi, a ne prej za nekaj tehničnih težav, ki so bile, ampak v vsakem primeru moram povedati, da me je zelo ganilo. Ampak jaz enostavno teh, kar je mesenost in kar je tega lepega, takega polnega, kar se tega človeka, vsega tega odnosov, ne se teh lepih stvari in te morske pene, ki so tle od spodi, jaz tega spod nisem mogla narisati. Ker imela sem idejo, da bom lesa risala, da bom ne vem kaj. Pogledaj, pa je to, kar spolzelo, sem pa naredila steklenico tole in tukaj v steklenici eno rožico in bolj kačjega pastirja. Ker kačji pastir, pač to je on tukaj, proti glavca, tako krica in to. In to sta pa dva trakova z leve pa desne strani. In tukaj so povezave med njima, pokaj, da se moški pa ženska, kakor par, da se poveže, ne, on se poveže, ampak sem pa naredila, kako so še te take povezave, da v resnici je kačji pastir tisti, ki je simbol življenja. In kakor je on tisti, ki onda prijete čez steklenico, čez te trde robove, čez vse to, kar je, lahko je bila tudi razbita steklenica, pa ni, ampak je pa trda, in njima uspe skozi to noter prideti. Kačji pastir ima pa tudi tukaj dosti veliko to, da lahko zdaj ti ven, Potem sem pa tega laboda, labod je bil meni, in on ima tudi glavico tako, in on objema to steklenico, in tukaj ima peru, skočez, on objema vse skupaj, s to perutjo tukaj, sam potem, zato ker moram sam nase paziti, ampak tako okoli pa še sebe objema tukaj dol, tako da v bistvu on še svojo glavico, kakor da bi se mi objeli pač to svoje bistvo, pa tistega drugega človeka, ki ga imamo radi, potem pa še sebe objeli, ker to najbolj pomembno. To, potem so tukaj gor zvezde in te stvari po oboki. Potem sem tukaj naredila, to so pa kakor to je pa sneg, to je pa malo te teže, Tukaj pa pada s te strani, se v te temni krog, te temni, tukaj cek, pa tle, to. Ampak to pa ne pride do te steklenice, kjer so pa lepe stvari noter, Tako da, v tem smislu. Tako da sem to zelo poenostavila v resnici. In tukaj so samo še zvezde, pa ta roza barva, pač pa zlata tle kamenik, tukaj še nek otok, pa take stvari. To sem še delala. Kaj več pa nisem, zato ker pa sem kar samo tega, ta labod mi je toliko sedel, pa ta kačji pastir in pa sploh nisem sprocesirala, ta mesenost. No, mesenost nisem bi, kaj če mu reči, Od tega laboda se pa samo te pikice naredila. To je pa kakor da mesek, kakor da se mesek prijema meska. To sta ona dva njeno bistvo, kot je da s tema dvema trakovoma in se poveže. To so pa meski, To je pa bistvo, to se pa pač telo ob telo pol, pa se vse to zgodi, kar se zgodi. Tako da, se meni to, in pa na koncu sem isto potem posula s tem, z mačicami, zato ko sem si rekla, da v resnici življenje pride pa gre, in to je vse tako občutljivo in senzibilno in tako, in čita si, to je pač vse tukaj, Pač to da tako mišljam. Narava pa te stvari, tako da res najlepše hvala. Jaz sem si to tako pač, meni tako ful globoko, mi bilo sem čisto, pa nisem sprocesirala še čisto. Mojca, zaenkrat najlepša hvala. Mogoče kar damo besedo Tjaši. Tjaša, morda kak komentar na odziv, pa zdaj smo tudi si lahko pobliže pogledali vizualni odziv, mogoče nekaj besedah. Da, z veseljem najprej res srčna hvala obima Mojci in Tjaši. Mojca je zares ganljiva na toliko načinov. Jaz jo spoznavam že dlje, tako je prosojna in hkrati mora biti redko vtitljiva v svoji strastvenosti do lepega in nenazadnje tudi do nemenljivega. Njena dela so pogosto na nek način celo astralna, hkrati so pa priklici zemeljskega zelo očitni, močni, skoraj da bi rekla, da kipeči.
in tudi njena nocojšnja stvaritev je menega mira, slim reči Mojca. Seveda je veliko simbolnih niti prepoznati. Nedvomno, da je kačji pastir pridobil tolikšno težo, na noben način ne more biti naključje. Seveda je kačji pastir skoraj da kakor moje nezavedno in torej moj temeljni podpis bi smela reči, in da sta laboda tako primezela v ospredje, mi je tudi vse všeč, zakaj v tisti pesmi se zgodi združitev, ki na nek način zagospoduje nad življenjem. Zato tudi ti pogojo rečeno meseni okruški na vsak način spregovarjajo tehtno, utemeljeno, in mačice, da so se mačice usule iz onkrajšnjega, to je pa še posebej lepo, nič manj kot dražestvo. Tako da res hvala za vse simbolne govorice, ki so se tako žlahtno spomnile in povedale na nek način tudi neimenljivo, oziroma da, res hvala. Obenem je bilo pa očarljivo poslušati bujne zvoke, globočine inštrumenta, veličastnega inštrumenta, ki je v meni bobnil zares pod zemljo, pisano z malo, pa tudi z veliko začetnice. Ta satelit, glasbeni satelit, je ravno prav klikal. Tako da hvala, res prisrčna hvala obima umetnikoma. Tako, zdaj mogoče besedo Tjerno Dial, kako se je bilo lotiti danes dveh na neki način različnih pesniških govoric, po drugi strani pa je najbolj tebi vsakič znova, bodi si poezija, bodi si lutkovna predstava ali pa multimedija, izziv za to, da čustveno, ali kako bi rekla, odreagiraš na slišano. Ja, jaz sem šel predvsem po občutku. S tem, da Tjašino poezijo sem še celo prečital naprej. Ampak nisem se tako poglavljal sam pomen. Jaz sem bolj probal ta občutek nekaj dobiti, da sem si mogoče že malo zamislil, kaj bi lahko šel. Ampak nekako sem začutil eno dvojnost. In to sem nekako pozigral. In dvojnost v različnih, kako bi rekel, plasteh, kakor vsega skupaj, vse poezije, kakor tudi v eni posamezni poeziji, recimo. Ampak nisem se hotel tako preveč razumsko poglabljati na to. Meni je dal to tak občutek in sem se prepustil nekako. Običajno glasbeniki povejo, da se radi prepustijo temu občutku, pravzaprav nečemu nad racijem, da kar stečejo, da kar zlomijo občutek poezije v drugo govorico, torej v zvok, v glasbo. Glasbe se ne da povedati. Glasba ali se zaigra, ali se jo zapoje. Ima pa lahko besedilo, ampak to je v bistvu že multimedija. Jaz sem sam nekako z zvokom probal občutek. No in če ostanem kar pri tebi in začnemo ta krog, oziroma zaključujemo to smico, namreč zaključujemo tudi letošnji festival Adhoc 2021. Tjerno, kako si pa potem si zamislil glasbeni naziv pa na poezijo Cvetke Lipuš? Gre za to, da si verjetno poskušal vsaj minimalno kontrastirati v pesniški govorici. Ja, tako nekako, ko sem poslušal, sem dobil par vtisov, ali pa prebliskal tudi, Tako. To je bilo čisto iz prve, ko sem poslušal Cvetke. Mislim, da mi je tako šlo
v bistvu dosti različno od Tjašine, ne, tako čist drugač. In tako potem, mogoče sem si vzel en osnovni motiv, ki se mi je zdaj nekako, da se sklada, ampak tukaj sem se pa še bolj razpustil nekako, ker je bilo tako, kako da rečem, razkoseno, no? Kako da rečem. Težko rečem to besedo, ampak tudi podoben sem naredil, prepustil sem se tudi. Mojca, morda še ti, če nam zdaj zamenjaš vizual, pa nam... Sam jaz moram tudi še to povedati, da ti je tudi res najlepša hvala, ker to je bila tudi taka razlika v glasbi. In tudi jaz vem, da pri Tjaši sem tako, to je kar tako laufalo, ne, to je tako pač teklo, ne, vse, ampak hkrati tako ranljivo, pa hkrati tako taka moč pa vse, pa hkrati tako teklo v nekih tudi glasba pa to. Med tema, ne, ko pri gospe Cvetki, ne, je pa to bilo čist drugače, tudi ta podpora glasbe, o moj Bog, to je tok, a ne? In tudi, ampak to sem tudi vedno znova tako presenečena, kako ta glasba me podpre in poezija, kako je čist nekaj drugega, sem hvala nekaj čist drugega, a ne? Ampak potem te kar bum, te kar pokliče in pa ta razposanost, a ne? Tukaj to je pa zdaj pač čist druga zgodba, a ne? So pa v bistvu... Roka nam daš, prosim, na veliko, da bomo videli samo vizualijo za... Se boš lahko kar nadaljuješ, bomo počasi tako odlično hvala. Lažje vidimo, ker je to ogromno detajlov, tako da mislim, da bo to cela zgodba zdaj. Joj, ker to je pa zdaj tako, a ne, ker se vidi, a ne, da živite v, hočemo reči tako, ko ti se preseliš iz nekega rodnega kraja, iz države, nekam drugam, v bistvu se moraš biti širok. A ne, pa potem greš, ti si tukaj in ti si tam. In potem sem tako nekako razumela, da ko prijaš ti iz recimo Slovenije nekam drugam, si potem tam spet ti kot cela oseba in si poln, a ne? Ampak zato te knjige, tukaj, ki letijo, to so knjige, one predstavljajo kakor neko znanje ali pa širino, ki je potrebna zato, da ti zdržiš pač v nekem drugem kraju, kamor greš. Potem sprejemaš ti, to je moški, pa ima tujčka, ženska ima pa rožico, to je pač oseba, ne, ki hodi to, vedno se pojavljajo te nogice tukaj, ne, to sta dve nogi človeka, ki hodi, potem na ladji, pa tukaj nekje še, ne vem, polno teh nogic in dalje. In on pač gre, a ne, tukaj sprejema te ceste, zdaj sem spomnila, točno kako bi besedilo, ampak te ceste, ki tečejo v usta, je nekaj tazga, nekaj ceste, ja, ceste, ki tejo skozi telo. A ne nekaj tazga, in to se mi zdaj tako silovito, kot da si ti v bistvu res si on the road, a ne, in tukaj so ta križišča, tukaj je semafor, pa če bo kar rdeča, lahko je rdeča, ne, če se ustrašiš, pa ne greš naprej, čez morje, a ne, ker so ti kontejneri in ribe, in tudi so mrtve ribe, to je ledena gora, a ne, tukaj pač ledena gora, kar na ladji, ampak se vsem, pa svetilnik, ampak ti si lahko rdeča luč, pa se lahko ustrašiš, pa ne greš naprej, a ne, lahko imaš pa te nogice, pa v bistvu sečeš, ma grem, a ne, tako vse smeri, to so pa te puščice tukaj, a ne. Potem tukaj je nek geto, tukaj je geto in so konzerve, pa alkohol, pa vsa ta beda, ki tudi tebe lahko veliko mesto posrka, a ne, ker prijaš nekam, lahko ostaneš brez vsega in hitro pristaneš na robu. To je hotelska soba, kjer imaš posteljo na sredi in to so 4 te slike, ki nimajo obrazov, pa so samo pokranjene. In ti si noter v tem ujet in si lahko pač bojiš, a ne, si v tej sobi noter se tresaš, če je strah tega mesta, vsega tega. Tukaj so pisave, alfabi, recimo različnih teh jezikov, lahko bi dali še kitajsko, japonsko, karkoli. In ti se učiš, s tem, ko potuješ, se učiš. To so pa dnevi v tednu, pogledaj, to vse šta tukaj, ki se noter delajo, pa spet pogledaj, to vse šta tukaj, in to gre naprej v življenju, kar gre in gre in gre in tako. Tole so vzorci, tisti, ki so tudi tako lepo nekje, da so eni vzorci, ki sem si to predstavljala, da bližje pristanišče naredim, vzorci na tleh, ki gledaš v temi z velikimi stavbami tega mesta, pa sem si to predstavljala tako pisane pločnike,
pa to neko špansko, pa ne vem kakšno mesto. In so te ploščice na tleh ali pa portugalska, ali pa je neka ta svetloba, neka to, in ti greš in se lahko pač bojiš teh ogromnih sivih cest, teh ogromnih stolpic, ali pa gledaš te ozorce na tleh, tudi ko te vodijo, lahko tako vzameš, da to vidiš, a ne? Tukaj je nek tempelj, ki lahko zaupaš, ali to je kakor bude na oko, da ti zaupaš temu procesu, ko si tukaj jaz in spet si tukaj jaz, tukaj kjerkoli že. To je pa tista luč, kjer se zaltavajo vešče po noči, luč, kjer je na mizi. Nekje je bilo kakor neka ta svetilka, namizna svetilka, ki se neke vešče nočnimi tudi zaltavajo, v bistvu luna, zvezde, to lahko po dnevi, po noči, kadarkoli, ti si pač skozi tukaj nekje. To je več ali manj, to so pa te vagoni, ki so to neki vagoni bili omenjeni. To je pa tako, kakor da se samo pelje, jaz sem si tako tukaj samo sem se znašla, kakor da življenje se samo pelje. V bistvu tako, kakor da, če si pripravljen pustiti, da enostavno greš in si dovoliš vse te poti in in zen in to je to. Naj dodam še nekaj komentarjev, smo dobili tako na Zoomu, kakor na Facebooku. Morda na kratko, da so to zahvale. Pesnica Lidija Golc je napisala, da se zahvaljuje obema pesnicama za lepoto v gorenju srca in za prihodnost pozlačeno od pričakovanj. Objem se dobro. Potem smo še od Darinke Zupanec dobili, bila sva srce in kruh, srčna hvala. Zdaj pa morda vprašanje, Cvetka, kako si sama se v tej likovni podobitvi našla, dobila. Ta začetek sam je bil zanimiv, glede na to, da pravzaprav, kolikor poznam tvojo poezijo in tudi tvojo zgodbo, je pravzaprav odhod iz rodne avstrijske Koroške, pravzaprav verjetno je bilo neko veselo odhajanje. Po drugi strani pa seveda, če koreliramo z samo zbirko najnovejše, s katere si brala, pa verjetno lahko pač odhajanje pa drugače razumemo, ne? Gre pač to tematiko odhajanja imaš ti zdaj že v zadnjih nekaj knjigah močno izpostavljeno. Ja, to so neke deloma konstante, ki so zadnji zbirka, pa tudi jaz sem se najprej obema zahvalila, in se je bilo to zelo zanimivo sodelovanje in najprej moram začela pri likovnem delu in bilo zelo zanimivo, ko ste tam v drugi sobi opazovala, ko to pišete, in je zanimivo, da je to zelo podobno deloma v tem majhnih detajlih in to, kar se dogaja v teh zgodbah, ker so v bistvu v teh pesmih deloma majhne zgodbice z pravzaprav opremo zbirke Pojdimo vezati kosti. In me je spominjala na to, na v bistvu opreme ene knjige, tako da se mi zdi, da ste tudi vi podobno brali, ali pa nekaj podobnega videli v teh zbirkah kot drugi likovni umetniki, kar je zame zelo zanimivo. In se mi zdi, da ste naredili iz tega neko svojo umetnost, to je kot a graphic novel, o raznih zgodbah, se tukaj stvari dogajajo, ki se deloma dogajajo v teh zgodbah, ampak se mi zdi, dosti tega je pa vaša zgodba. In se mi zdi, da vam to pokaže, ker se mi zdi, iščemo v poeziji in kaj poezija zmore, da to, da vsak bere po svoje in vsak kot doda svojo zgodbo in s tem ustvari v bistvu, po mojem, šele ustvari pesem. In to sta po mojem oba danes me pripričala, da je to v bistvu tudi ne neka funkcija, ker to zveni tako nekaj, kaj uporabiš, nekaj tehnične, ampak nekaj, kaj zmore, zakaj pišemo poezijo, zakaj beremo poezijo. Zato, ker nam da, ker najdemo v sebe in še marsikaj drugega v tem. In se zdi, da to pri glasbi je bilo zelo všeč, ker se mi ta disonanca, ki ste tudi imeli, ta disonanca, ki je deloma v pesmi tudi. Je bilo zelo dobro tudi povzeti se zame tudi v vaši interpretaciji, ki je bila precejšnja razlika v interpretaciji. Tako da moram reči, da je to zelo zanimivo sodelovanje.
Hvala, Cvetka. Zdi se mi lepa misel, lep zaključek za današnji ad hoc in seveda tudi kot popotnica novim edicijam ad hoc v živo, ki se bodo, upajmo, zgodili že takoj v naslednjem letu, morda še celo kaj poleti letos. Gre za to, da si lepo omenila ta pesem, ki se pravzaprav dokonča oziroma zapiše šele v bralcu oziroma v tem primeru. Tam ne vemo, kako je pri bralcu, ker se nam dostikrat ne odzove razen kot kritik. Medtem kot pri likovnici in glasbeniku danes v živo smo pa lahko dobili neposreden lom, izpis, zapis, dva subjektivna pogleda na vajni poeziji, Tjaša Koprivec-Vuga in pa Cvetka Lipuš. Najlepša hvala vsem, ki ste nas spremljali tako po Zoomu, kako po Facebooku in vsem vam, ki nas boste še gledali v posnetkih. Hvala Roku Dežmanu Trubarjevi hiši literature kot soorganizatorju. Hvala glavnemu organizatorju KUD-u AAC Zrakogled iz Kopra, javni agenciji za knjigo, ki sicer v majhnem deležu podpira ta projekt. Predvsem najlepša hvala še enkrat vsem vam, ki ste danes naredili ta večer, ustvarili. Mislim, da smo veseli, da smo lahko kljub snemalni različici in brez publike v živo, veseli, da smo tu in da smo se zaznali, začutili. Torej, hvala Mojci Pol, še enkrat Tjaši Koprivec-Vuga, Cvetki Lipuš, hvala, da si prišla tako daleč, Salzburg je vendarle in vse meje in tako naprej. Hvala tudi Tjerno Dialo. Naj pa, preden sklenemo ta letošnji festival, se zahvalim še enkrat vsem in omenim nastopajoče, ki so ustvarili ta festival. To so Vasko Atanasovski, Tjerno Dialo, Mojca Fo, Ciril Hoja, Alenka Jovanovski, Tjaša Koprivec-Vuga, Barbara Korun, Meta Kušar, Cvetka Lipuš, Mirko Malo, Cene Resnik, Magdalena Svetina Perčon, Peter Škerl, Peter Ugrin, Vita Žerjal Pavlin, Rok Dešman, Gašper Malej in seveda Petra Koršič. Nasvidenje 2022.